Zgolj 150 kvadratnih metrov meri okrasni vrt, ki smo ga obiskali v Unanih Goricah. Ni poseben toliko za voljo majhnosti, kot zaradi kreativnosti lastnika. Z izjemnim darom in železno voljo je okolica njegovega doma postala kakor pravlična dežela. Vrt Primoža Šinkovca je majhen, a veličasten, saj je začinjen s prav posebnimi elementi. Krasijo ga edinstvene železne skulpture, ki jih umetnik izdeluje s strastjo. Gospod Primož, kaj je tukaj nastalo prej, vrt ali kakšna železna krogla? Absolutno je nastal najprej vrt. Na tem mestu, ki stojiva, je bila od začetka cesta, ki je se dala iti z avtom okrog stare hiše. In leta 1997 so po naši ulici naredili asfalt. Tik pred asfaltom sem uspel narediti škarpo, pripeljal zemljo in tako se je začel. Potem pa 4 leta od začetka nastanka vrta pa so začele kapljati skulpture. Nekatere umetnine so narejene iz starih železnih predmetov, ki jim je umetnik vdahnil novo življenje. Bolj prefinjene skulpture pa oblikuje z upogibanjem in varjenjem gladkih železnih palic, ki jih pogosto oblikuje kot krogle. Krogle so meni zelo všeč, že v okrasnih čebulah se nahajajo in cel naš sistem je iz krogel ven sestavljen iz atoma, pa potem na naše planete in tako naprej, naši atomi oziroma celice, vse je v krogu in v zadnjem času so me prevzele krogi in krogle. Pri oblikovanju živalskih skulptur Primožu pomaga žena Polona, ki je nadarjena za risanje. Mački, psi, vse v bistvu, kar je ploščat, želez, mi moja Polona nariše s kredo, da se dobro vidi in potem jaz s plazmo to spiham, rečem temu ven. Krokodila, ki je pa tamle tudi stoji, je pa z interneta fotografija in potem na karton narisana v proporc, malo ga pomerimo oziroma si predstavljamo 1/3, 2/3, koliko je kakšni odmiki in potem sem ga naredil krokodilovo glavo. Ta je bila ena zadnjih. Za izdelavo katere skulpture ste porabili največ časa? Dobro vprašanje. Največ časa mi je porabila v obliki grozdja obrnjena smrekca. Takrat je bila to namen, da bo novoletna jelka. Sestavljena je iz 171 krogel, fi 10 centimetrov. Začel sem tako, da je prva vrsta 18, druga 17, vsaka po eno manj do ene in jih je 171. In kot zanimivost lahko povem, da je to 550 metrov žice. 19 dni trdega dela, pozimi sem to delal, ker je bila olimpijada v Sočiju. Navdušen nad dobro glasbo je Šinkovec nedavno iz železa oblikoval violončelo, za katerega je dobil navdih ob poslušanju dueta Tu Čelos. Tu Čelos, to sta fanta, ki jih izjemno cenim. One dva iz znanih pesmi naredita priredbo in jaz sem starega pleha in železja naredil priredbo in tukaj je bila ena povezava. Če se ozreva po rastlinskem kraljestvu, kakšna so bila vaša izhodišča pri urejanju okolice, glede na to, da je vaš vrt izjemno majhen? Izhodišča, vsak dober vrt potrebuje dobro ozadje kot dobra slika. In tako sem posadil drevesa. Nekaj sta mi zapustila starša, tamle Tisa in Magnolija. Ostalo sem jaz naredil z drevesi nek okvir. Potem pa na same grmovnice sem šel. Veliko imam seveda trajnic, v tem momentu so orlice, prevladujejo irisi, nekaj ostali še tulipanov na prsteci. Tako da v tem času so barve tople, take vijoličasto roza. Ste se namenoma odločili za izbor takšnih barv zaradi tega, da bi majhen vrt deloval bolj umirjeno? Sploh ne, to je bil res naključje. Lahko povem, teh čebulj zdaj na vrtu je cirka 150-200, težko jih je prešteti. Pred 20 leti ali pa malo manj mi jih je tašča podarila, v enem pakeljcu jih je bilo 20 in to, kar danes vidimo, so se zasjale, ker so take, da se rade sejo in te čebule so tako prišle na vrt. Kolikšna je kvadratura tega vrta? Na tem delu, kadele stojiva, meri 150 kvadratnih metrov. Ob hiši, pred hišo pravzaprav je predvrt, mu lahko rečeva, in meri cirka 30 kvadratnih metrov. Majhen vrt učinkuje precej večji, kot je v resnici, saj je lastnik posadil večino dreves na rob parcele.
Hkrati je poskrbel, da bujne rastline ne zastirajo pogleda v zeleno kraljestvo. Drevesa, ki jih vidimo tudi okrog, so porezana tako, da te objamejo z vrha kot ena roka prijatelja ali pa partnerja. Glede na to, koliko je vrt res majhen, je usupljivo, da so 4 bukve, ena splenifolium, ena tam nazadnje je povešava in 2 stebraste. Potem pa imam okrasno jablano parocijo, 3 gabre, enega, ki je zelo počas rastoč, monumentalis. Na srečo mi je ostalo še 7 pušpanov pri teh težavah, ki so danes to veščo. Kako pušpane ohranjate pri življenju? Nažalost pesticidi, ker drugače grejo v enem tednu in je konc z njimi. Ob rondoju pod skrivenčeno lesko je lastnik poskrbel za kanček črnega humorja. Ta rondo pravzaprav je tak, da je to grob današnjega poimenovanja Hans. To je nemški vojak, ki je vstal od 2. svetovne vojne. Kaj imate pokopalnega tukaj? Ja, njegovi škornji so klele, pištolo je imel in nemška čelada je še danes ostala na tem mestu. Okostja pa ni spodaj? Okostja pa ni. Aha. Dvoriščna greda pa je zgodba zase. Tam imate smreko, skalo, kažipot in vse skupaj spominja na pohodniško-hribovsko točko. Ta greda je nastala tako, da je na tem mestu bila majhna kuhinca, ker je bila pri nas doma majhna kmetija. Bil je vgrajen kotel, kjer se je kuhal za prašiče. Seveda ob podrtju je tukaj zazevala luknja, pripeljal sem novo zemljo, potem pa opremil sem en kamen še tako, da sem mu prišvasal v zgornjem delu star krmp, v tem predelu kelo, nosnice in spominja na zadnjo kravo, ki je živela v našem hlevu. Zid, ki je za vami, je star tukaj le 4-5 let in v njem sta vgrajene 2 lince, pred njima pa 2 kovinske plošče. Ena ima napis Giardino Ramazzoti, druga pa je v obliki oziroma je proporc okna na hiši, velikost. In zvečer je res dober sij te svetlobe po tej opeki, ki je postavljena not in ven. Zakaj Ramazzoti? Ramazzoti je z mano že od leta 1993, sem njegov eden največjih fanov, mogoče celo največji v Sloveniji in ga skratka obožujem in tudi pevsko imitiram. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti belli che restano così nel cuore della gente. La gente di Slovenia più. Grazie, grazie a voi.